Stoterica najhitreje rastočih podjetij Gorenjske se lahko vnovič pohvali z rastjo. K temu vsekakor prispeva izobraževalni proces. Šolski center Kranj se poskuša aktivno vključevati tudi v to tako imenovano podjetniško sfero, ker s tem vidimo priložnost tako za naše dijake kot za promocijo samega šolskega centra in zato že tukaj tudi drugo leto poteka podelitev regijskih gazel. Ob tem pa predstavljajo tudi dijaki razne izjemne dosežke, ki so jih naredili, med drugim tudi pri pouku. Ja, ali v času ob pouku, ampak tukaj na šoli. Na te dijake smo izredno ponosni smo na vse dijake. Res iskreno govorim, da imamo v zadnjih letih res odlične generacije, ki pokažejo marsikaj in mogoče, če povem tako, da če so včasih naši dijaki iskali službo, sem sedaj že videl direktorje raznih firm, ki so prosili za vizitke naših dijakov, zato da jih bodo oni poklicali nazaj. Zato se tudi radi udeležijo dogodkov, tudi danes je, mislim, da kar lepo številna udeležba. Da, mislim, da je udeležba lepa in neka priložnost, da se sliši za to, kaj se tukaj dogaja in kaj delamo. Na srečanju so predstavili tudi predelan avtomobil na električni pogon z namenom promocije trajnostnega urbanega razvoja, ki vključuje trajnostno mobilnost ter spodbujanje okolja za ustvarjanje lokalnih zelenih delovnih mest. Gre za pilotni projekt usposabljanja dijakov srednjih tehničnih šol in sicer za uvajanje novih tehnologij v te klasične prometne tehnologije. In sicer so fantje, dijaki treh srednjih tehničnih šol, sicer iz Ljubljane, Kranja in Škofje Loke, so predelali avto na klasičen bencinski motor v avto na električni pogon. S tem so se naučili oziroma usposobili te nove tehnologije, ker po našem mnenju je tudi prihodnost avtomobilske tehnologije, ker že veliko držav že uvaja, bom rekel, zakonske predpise, ki predpisujejo, da se bencinski avtomobili pač iz prometa umikajo in prednost dobivajo pač avtomobili na elektriko. Projekt oziroma usposabljanje je bilo izvedeno v mesecu maju v Češnjici pri Kropi z našim partnerjem inštitutom Metron, z gospodom Andrejem Pečjakom, ki je inovator na tem področju in je fantom pač tako v praktični kot tudi v teoretičnih predavanjih prikazal pač postopke predelave tega avtomobila in potem same uporabe in vzdrževanja in tako naprej. Šlo se je za mehanične veščine, za elektro znanja, ki so se vgrajevala noter, tako da je bilo nekako tako. Projekt je bil pilotni, letos smo ga prvič izvedli skupaj z sofinancerjem Ekoskladom iz Republike Slovenije. Rezultati so fantastični, šole so navdušene, mi nismo mogli niti pokriti vsega povpraševanja, tako da upamo, da bomo uspeli v naslednjem letu projekt nadaljevati in sicer v še širšem obsegu. Tudi šole so zelo zainteresirane, recimo tale šola v Kranju ima zelo veliko željo sodelovati tudi kot partner s tem, da nam lahko zagotavljajo, bom rekel, same polnilne kable in so že v dogovarjanju z inštitutom Metron, kako bi to zadevo, bom rekel, tudi prenesli kot idejo v gospodarsko, kot podjetniško idejo. Tako da tukaj imamo več učinkov, ni samo, bom rekel, samo usposabljanje, ampak so že konkretni rezultati, ki lahko vplivajo tudi na samo gospodarstvo. In kdo je sodeloval pri projektu? Sodelovali je 17 dijakov in 8 mentorjev vseh šol, skupaj jih je bilo torej 25, kar je precej več, kot smo pričakovali, ampak smo hoteli čim širšo populacijo zajeti. Izobraževanje je trajalo en teden in sicer prvi dan je bilo teoretično predavanje v obsegu 8 šolskih ur, na kar so konkretno delali na avtu 4 dni in sicer v obsegu 32 študijskih ur. Matija, je veliko ur in dela v tem avtomobilu? V bistvu smo ta avto sestavili v enem tednu, tako da smo veliko delali tisti teden.
Ampak ja, dela je bilo dost. Ta prvi dan smo začeli s teorijo, smo malo sploh pogledali, kako bomo to delali, ker nismo mogli kar začeti. No, pa naslednje 3 dni smo avto najprej razstavljali malo, pa smo ga pa v bistvu začeli sestavljati. Razdelili smo se v več ekip, eni smo delali na karoseriji, eni na motorju, eni pa na baterijah in potem smo v bistvu to zadnji dan vse skupaj sestavili. Bi se še lotil takšnega dela? Ja, v bistvu bi se lotil takega dela, ker se lahko iz tega veliko naučimo, sploh se sodelujemo s takimi mentorjem, kako naj izpostavimo Andreja Pečaka, ki nam je zelo veliko je povedal, pa smo se veliko naučili, ker tega znanja bomo lahko sploh v prihodnosti veliko izkoristili, ker mislim, da bo prihodnost v električnih avtomobilih. Točno to sem hotela vprašati. Kmalu ne bomo več vozili na bencin. Verjetno, vse se odvija v tej smeri, trend gre na elektriko. Samo kar je, so premočni naftni lobiji, zato se to zdaj še nekako zavira. Če bo pa to dolgo učinkovito, pa ne vem. Jak še boste sodelovali pri kakšnem podobnem projektu? Če se bo dalo, seveda. Pomemben deležnik napredka so izobraževalni programi in redni šolski učni načrti, ki postavljajo platformo za ustvarjanje zelene in napredne prihodnosti. Že leta se spodbujam mlade talente, da iztržijo čim več in da iz svojih projektov tudi na takšnih promocijah, kot je današnja, pokaže pravzaprav ostalim, kako pridejo do znanj in da so nadpovprečni. Tukaj lahko kar po vrsti vidimo aplikacije z Arduinom, programirljiva tehnika, VU-meter z Arduinom, kot vidva. Tukaj je predelan računalnik, ker preprosto smo izrabili njegov napajalnik. Tlele je fant prikazal samo gradnjo 3D tiskalnika in ga sam tudi sestavil in je delujoč, izreden projekt. Luka je načrtovalec in izdelovalec avionov, torej brezpilotnih aeroplanov, tudi sodeluje na številnih mednarodnih mitingih, kar tudi vidite, da je izdelal svoj rolo, da je res že mednarodno prepoznaven. No, potem pa tudi robotki, ki jih fantje sestavljajo že tudi pri pouku, najboljši pa tudi načrtujejo svoje robote, s katerim tudi tekmujejo. Skratka, elektronike je, mislim, da kar malo premalo, ker pravo znanje je pravzaprav, če pogledamo v introniki, ne zgolj v zunanjosti, ampak tudi jaz se ukvarjam predvsem z elektroniko kot mentor že vsa leta. In zelo me veseli in sem vesel, da sem lahko njihov mentor.